Hvala ljudi, hvala še vedno, ker poslušate tole. Zdaj sem imel malo pauze, se veste, zima, pa malo motivacije zmanjkalo, pa malo je bilo bolezni, pa kakšen gost je odpovedal, ki je bila bolezen, ampak ni bil COVID, ne. Mogoče se ta bolezen tudi imenuje lenoba, kaj pa vem. V glavi epizoda 34 je že the best, še malo pa se bo končala sezona številka 3 podcasta imenovanega Fuck This Show. Zdaj le bo vsak čas z mano Andrej Težak, težki, tist, ki nima pojma, kdo to je, sam na Google pisati njegovo ime, imate točno 12 sekund časa, da spustim jingle in pol pičiva v hude debate o muziki, komediji, lifeu, podvigih, teku in podobnih zadevah. Jingle, bum! Fuck This Show! In smo sva nazaj. Zakaj vedno rečemo smo? To imajo na obali, ne poznajo dvojine. Težki, živeli. Živeli, folk. Daj povej, kva dogaja, ki je danes, koliko časa si iskal parkplac, Ej, noro imaš, mislim, the best imaš, ki imaš Mercator od spodaj. Sicer je samo 6 parkingov, ampak v teh 6 je ziher en šel v trgovino, tako da počakaš, da gre na blagajno, pride ven in mu takoj vzameš, ne. Ni pa nujno, veš, jaz to tam avto puščam, pa živim tukaj, tako da... Ja, sem videl, da je 4 od 5 so bili zasneženi, no, tako da te niso bili v trgovini danes. Ampak ja, ajde lej. Smo dobili. Jankovič, da ima poštimi tole ni, no. A veš, kakšen je bil stavek, ne? Kje je dom? Dom je tam, ko lahko avto pustiš džabe. Ja, to je res. Mogoče bi vam lahko zdaj v par štukih naredili, ne? Tukaj? Ja. Se mislim, da je celo bilo v planu, da bojo štecune sosul, pa da bojo neko novo stolpenco in da bo spodaj, da bojo štecune, gor bloki, to pomeni, da bomo izgledali samo senco. Ne bi bilo, no. Definitivno pa štecune ne moš kar podreti, ne? Veš, ker v Sloveniji štecuna pa parking, to sta dve stvari, ker če tega nimaš v radiju 7 metrov, pol pomeni, da živiš na vasi, ne. 7, pizda, sem mislil še rekel, ajde, 500. Če sad jaz vidim, če to dela, da ne bi kakšno zanečenje, da ves dela. Škoda, vedno z vsakim, ko imam debato z njim, vedno hočem malo obujati spomine na leta nazaj. Kdaj pa kje smo se spoznali. Pa vem, da ko sva se midva spoznala, vem, da si mi vsaj 20 kil več. Kje si jih pozabil? A sem imel? Ziher. Res. Čeprav dejansko zdaj spet imam malo več, ker enkrat začneš teči ultramaratone, ne, pa pač nabijaš kilometre. Jaz sem v enem momentu res tekel 200 kilometrov na teden. To je tako, ker se moraš ustaviti vmes, če greš z avtom na morje, je tako daleč, ne, tako da si te predstavljali. Ampak zginejo kile, ne. Pa lahko še kar naprej tečeš 200, ampak pridejo nazaj te kile, razumeš? In pa zdaj ne vem, zdaj bi mogel 500 teči ali pa sam pač nehati piti Red Bull, ne. To te fuka. To me definitivno. To je zdaj ta sponzor, zdaj sem uvalil noter na hitrca. Sej prav, jaz ga bom tudi, Jameson, hvala, ki še vedno podpirate tole. Sej vsi bojo potegali, lej, to, a veš, kaj je tag na Instagramu, na Facebooku, to so sama sodelovanja, to so the best, to, da pač folk podpira, da posluša, a veš, tudi moj podcast, kaj je to, ne? Sama motivacija, na isti način ti tečeš dobrodelne zadeve, kaj za to, da zmotiviraš še koga, ki nima ideje, kaj bi delo, ne? Mislim, ja, sej tako res, moj tek se je začel z dobrodelnostjo, ne, ali pa se je dobrodelnost začela s tekom, tako vse je bilo dosti naenkrat. 5 let nazaj je en kolega rekel, daj, gremo 5 kilometrov teči in pa čez 3 mesece sem šel že na 100 kilometrsko tekmo, ne. In sem rekel, jaz bom zdaj pretekel celo Slovenijo, pa vmes bom delal stand-up nastope, pa bom prvi na svetu, kaj to naredil, ne. Meni so takih všeč, prvi na svetu. Mogoče nisem, ampak nisem nikjer prebral, da kdo bi. In pol itak je mogla biti takoj dobrodelno zraven, ne. In pol doskrat, kaj me folk vpraša, pa dobro, pizda, kako lahko 600 kilometrov, 60 na dan je bilo to, ne. Pa 3 nastopi vsak dan. In je bilo tako prav, meni je bila največja motivacija to, da bo na koncu, ne vem, 10 jurčkov se je nabral, pa bomo to dali parim otrokom, pa je šli mogoče lahko enkrat na rogliček, pizda. Ker so taki, ne, ker ne morajo biti. Kakšna statistika, 3 nastopi na dan, pa 60 km tekati vsak dan. Ja. Tako, od nastopa do nastopa, veš, ko pač. Najprej bil prvo tek, recimo 40, ne, tako en maratonček, pa prvi nastop, tako popoldan, pa pol recimo 10, pa drugi nastop, pa 10, pa tretji nastop, recimo okvirne cifre. In pol smo tam, kjer smo imeli tretji nastop, ponovadi se zmenili, da smo na tisti lokaciji kar pol prespali, ne. Skozi je bil zraven avto 2, skozi je bila zraven hrana, pijača, ful enga folka, ki so to supportali. Ogromno ljudi, ki so prišli zraven teč,
ogromno komikov, ki so prišli zraven nastopati, tako noben ni dobil evra za nič, vse je šlo. Takrat smo zbrali 13 jurjev, kar se je meni zdelo tako res wow, pač tako. Ne? Če pač veliki rekli, ja, en človek, ne, ampak nisem bil en, nas je bilo recimo vsega skupaj 200, ko smo pol ta projekt furali, ampak jaz sem bil v medijih. Mislim, ja, ti si bil idejni vodja tega, ne? Ja, ampak se pravi, to se je takrat in pa se ti life čist zamenja, veš, pa začneš kakšne stvari probaš pustiti na strani, pa ko to veš, da ne moreš, še vedno hočeš biti menedžer, še vedno hočeš biti komik, še vedno hočeš in pol moš ful združuješ te stvari, ne. Pa sem za 3. leto delal, recimo tek po Jugoslaviji, to je trajalo 33 dni, tam smo isto delali tako po 50 km na dan, je bilo Jurje 600 km na koncu. Pa sam 6 stand-upov, tako Sarajevo, Zagreb, Beograd, Podgorica, Skopje, Ljubljana, ne v tem vrstnem redu, ampak. In tako, takrat me je to tako zrediralo me kot človeka, veš, ko pač prišel sem nazaj, zbral sem manj kot v Sloveniji denarja, ne, ker pač valjda kvazi koga briga, da jaz tam nek po Makedoniji, po enih šumah tečem, ali pa po Bosni odkrivam mine, ki še vedno so, ne. Ja, žalostno, da še ne obstajajo. Mislim, ja, ampak je tako, ful so res stable, zdaj ne vem, koliko min dejansko je, ampak ne bi šel probat, ne. Ampak točno tam, ko smo se mi odločili po Googlu, ko gledaš, dej, tle bomo šli pa čez hrib. Čez minsko polje. Ja, tam je bila tabla, pozor mine, pa tako, gremo pa rajš okoli, no. Bi bil pa prej mogoče doma, veš, kaj bi imel. Do doma bi te pelali. Do doma bi imel. Dej povej, odkje, se mislim, da bi pri tej temi loš ostala napolno, ampak tako, ful me zanima, od kdaj si dobil idejo v lastno glavo, da zdaj bom pa jaz tekel, ampak tako s tem tekom bi hotel tudi pomagati ljudem. Odkje, mislim, kje ti je kliknil v glavi? Jaz imam, v live imam skate na tak način, po mojem, ker ti to je nek passion, ne? Ja. Pa tudi ne vem, kdaj sem dobil to točko, da sem dojel, da skate bo pa zdaj mogoče več kot samo hobi, ne? Tako da meni zanima, kje si ti ugotovil, da boš lahko s tekom pomagal folku, no? Mislim, kje ti je to, kaj se je zgodilo, da ti je to kliknil? Ful je bilo tako čez noč skoraj, ne. V resnici, veš, jaz sem se za ta tek odločil, ker je pač kolega Boštjan Gams organizira tek na Kristalno palačo, ne. Ta po stopnicah gor dol, ne. In on je v resnici mene angažiral kot moderatorja tam, skupaj z Davidom Urankarjem, plus vedel je, da jaz imam nekaj izkušnje, hotel je še delati koncerte, kva pa zdaj ta Sazas, kva pa zdaj to, kakšen oder rabimo, ne vem. Vmes sem pa jaz k njemu hodil na fitness, kaj je takrat imel, pa sva to, veš, prijetno skoristil, ne. In pa je bila debata, kako bi mi več ljudi pripeljali na to, pa sem rekel, ja, treninge bo treba začeti delati, ne, zato ker vsi veliki teki imajo neke take treninge in pa ko folk hodi brezplačno na te treninge, čutijo neko obvezo, da pol pridejo, dajo za štartnino in naredijo tisne. In pa, ko smo šli na prve 2-3 teke, sem jaz takoj dobil idejo, to je treba nekaj večjega narediti, nekaj zame, nekaj tako. In je bil ta, se pravi, stand-up maratonec, ne, smo kar takoj temu rekli. In pa mi je ena punca rekla, tako, ne vem, ali so bila na kosilu, ali so na kavi, ne vem, gledala tako, pa dej, pa ne možeš sam tako za brez vezi. To možeš nekaj za otroke. In bam, takoj, tako, ona je mogla izreči, jaz sem pa to že imel v sebi, v tem stilu bi jaz rekel. Drugače bi se pa mogoče čez 2-3 dni spomnil, ali pa bi, ne vem kaj. Ampak, ne vem, to je skozi bilo tako v meni, jaz sem bil vedno tudi prej, mi smo s komiki naredili, pa ne vem, par tisoč po moje dobrodelnih nastopov, sigurno več kot plačanih, no. Za vse sorte ljudi, od unga fantka s prekratko nogo, do teh Williamov, do ne vem, kaj so že, pediatrične klinike, pa uni z rakom, pa uni brez raka, pa eni domovi, pa za starejše, pa za, glavno, veš... Ne neha se, ne? Ne neha se, ne. Mislim, tudi si tako v vsakem momentu si pa tako rečeš, a je to res v redu, a veš, tako, zakaj? Mislim, kaj mi delamo, mi krpamo tle v bistvu niti ne krpamo lukne, mi sam filamo tako ob stran, ker lukne so itak tako velike, da se sploh ne pozna, da mečemo dobesedno not. Sistem je pač tako naravnan in pol, a zdaj mi s tem v resnici pomagamo sistemu, ne toliko ljudem, a veš, ker na koncu pa se še to zgodi, a veš, mi smo šli po hribih in vidiš ljudi, ki so prišli gor, takrat sem neke majice prodajal, ker je pol cel izkupiček šel spet v dobrodelnost in ljudje, ki so kupali te majice po 20 €, so bili ljudje, ki
je bila to pol njihova majica za letos, veš. Jaz še zdaj srečujem tako ljudi po hribih, ki nosijo mojo majico in mi je tako, the best, pa prepoznamo en drugega, pa si ful damo petko, pa ne vem kaj, ampak, a veš... Pa to so te ljudje, ki ponovadi nimajo, ne? Se to ne, a veš, zato on še danes nosi to majico, ker je to ta majica zdaj, ne. On si ne more še ene kupiti, zato da imel to, ne vem, doma na steni ali neki. A veš, unika pa imajo, pa res, sam enkrat se je res tako zgodilo, da smo pa uleteli eni malo bogatejši familiji, spet kar neka zgodba, gremo na en hrib, ena punca uleti, ne bom jedla vaših češenj, imam doma štrudel, kul prideva in s fotografom uletiva, ne domov, mama je naredila ful enega štrudla, v glavnem, že po hiši pa po avtomobilih se je videl, da so bolj preseb, ampak so bili res the best familija in pol tudi takoj naslednji dan na računu bil 1000, ne. Se pravi, je fotor pol nakazal, ker smo se poštekali. In pa zdaj, mogoče bi se mogel sama, veš, ne imeti več stand-upov po mladinskih centrih, ampak bi mogel pač hoditi od bajte do bajte, tam, ko vidim, da je ta dober avto parkiran, pa potrkati, pa bi mogoče več nabral, ne vem, veš. Si predstavljaš, da bi to delal? Dejansko si, veš. Ker jaz sem na začetku zbiral denar za botrstvo, ne. In tam je bilo eno tako pravilo, da tisti, ki imajo, mislim, da se ti ne smeš sponzorirati skozi to, da si dal denar, ne? Da ne smeš biti politik pa reči, jaz sem dal za botrstvo, da ne smeš biti en full direktor pa reči, jaz sem dal, ampak ne, in pol sem pa rekel, zdaj pa jaz naredil svojo fundacijo, jaz bom pa glih kontra, in šel pa do teh, pa mi rekel, ti pa vem, da imaš, daj mi, ne. No, do realizacije nažalost še ni prišlo, te je čisto pravi, ker jaz nisem zelo političen človek, pa bi se mogel verjetno začeti malo drugače, a veš, oblačati, pa ne vem, če lahko glih z 2 različnimi šuhi preletiš k enemu, ne vem, pahorju domov, pa štufi. Ne, pahor je dejansko je cool. Pahor je več. Ja. Kar se tega tiče, jaz sem tudi recimo s Sokijem dosti delal, ne, z Bobnerjem v Delvis Jackson, imamo tudi eno idejo za en, a kakšni gorski reševalci poslušajo, misliš, tvoj podcast? Le, v meni se bo potegal, če je kaj... En projekt hočem narediti, ker njim ne bo všeč. Zato, okej. Ne, nekaj ideja je, da bi naložila bobne na rame vsak svoje. Težki plas. Pa šla na vrh Triglava, pa bam. Ujebote. Zaenkrat, če ni prepovedan. Odkož dal ta podcast ven, pa jutr, pa... Telefonski klic. A ste vi težki? Ja, veste, tole pa ne bo, ne. Pizda huda ideja, ja. Ja, mislim, tako pač, meni so, veš, dobrodelnost je itak tako, kot se neko, ena kaplja morja, ampak malo pa prebudiš ljudi, ne, malo tako, pa pol video, jaz sem takrat dobil tudi nek ta žaromet za medijski, pa ne vem kva, pa dobrotnik leta, pa ne vem kva, vse te nekaj, greš na neke te evente, pa papir ti nič ne pomeni, ampak pomeni ti to, da vidiš, da tam prišlo nekih 300, 400, 500 ljudi, pa so pol mediji o tem govorili, pa da veš, da je to premaknil še koga, a veš, pa ko srečam v Hoferju mulčka starega, ne vem, med 7 in 10 bi rekel, pa prije do mene, pa ste vi težki, ja. A veste, da jaz pa ne bi nikoli igral nogometa, če ne bi vi tekel po Sloveniji, ne. A veš, bil eno tistih, ki je dobil un drobiš, ki sem ga jaz nabral, ki smo to pa razdelili med 33 otrok takrat, a veš. Fuck, vidiš, to so te zgodbe, to je... Mislim, zato se, a veš, ko mene doskrat vpraša, zakaj to snimaš, pač te debate? Zato pizda, da folk vidi, pa da sliš, mislim, sam navdih, no, neke zgodbe, pa lahko ti mu rečeš uspeh ali pa ne uspeh, ampak lahko delamo še za koga drugega, kar sem za sebe, no. Pa zdaj si mi dal dobro idejo, veš, da jaz ful časa že razmišljam, da bi delal tudi nek podcast, ampak tako vse že je, ampak po mojem še noben ne dela zgodbo o neuspehu, ne. Fuck, če se boš šla tudi neuspeh, bomo imela overjam, pizda. Fuck, ne, veš, ja, mislim, podcastov, zdaj se jih je nabutal ful, ne, sej konc koncev, tudi ta moja ideja je bila ideja, no, v bistvu z enim kolegom smo hotela imeti, nekaj smo imeli debate, da bi delali bolj v obliki video podcasta, zato, ker je en zgled imamo v skejtanju, no, in imajo ful fajn debate, čez celo zgodovino, kaj se je dogajalo, kaj se ni dogajalo. Tako da sem pol malo te pluse pa minuse dajo skupaj, takoj sem videl, da finančno ne bo šlo čez in če bi bil studio in zdaj mi je pač zakon, da tole snemava pa meni doma v dnevni sobi s telefonom, a veš, tudi strošek 0, ne? Ja, video je ful težji, pa jaz tudi ne vem, jaz
nimam recimo toliko časa v lifeu, da bi zdaj ta najmen pogovor si priklopil na računalnik, pa gledal, pa še, a veš, zakaj bi hotel gledati dve statični kamere, zakaj, če bo ta iste bleče v prvi minuti, pa zadnji minuti, ne? Ja, to je, ne, pa itak boš dal fotko in to je to, ne, ampak folk rad gleda, ne vem, neki fejmiči, recimo, zato, ker sta una dva, pa pol še vidijo še, kako zgleda ta ponavadi gospodična, takrat je več ugledov, a veš. Ne? Ja, Fejmič je cool, ne? Ja, mislim... Si bil? Sem bil, ja. Vem. Ja, bil sem tudi tako, začel se je pri meni v kleti, ja, veš, tako, dejansko, ko sem imel v pisarni, sem imel od spodje eno tako klet, ki v bistvu ni bila za nič, ampak vsaki tok časa si pa lahko kakšno stvar od spodje naredil. Vlage je bilo preveč, da bi lahko imel not skladišče, ali pa da bi imel lahko not neko redno, če si pa enkrat na teden nekaj posnel, pa nisi glih umrl od te vlage. Ne? Pa so se tam tudi te fejmiči začeli. Pa sem bil na začetku tako, pa dobro, pa še vem, ko enkrat je en gost odpadel, pa sta pol ful, išče vas zdaj, kdo bi bil, ne? Pa sem jaz bil tako, jaz sem tle, mislim, ne vem, veš. Pa nista hotla, pa sem bil polkrat tako malo, tako, zakaj mene, ne? Ampak pol pa sta me povabila zdaj kasneje, pa v bistvu mogoče boljš tako, ne? Seveda, na začetku daš tiste, veš, kaj točno veš, ne? Jaz sem takoj za začetek številka ena sem dobučala, ker sem vedel, okej, z njim delam vse. Ja, itak. Naj povezuje in debata na cesti, in debata v dnevni sobi, in na skejtanju, in mulci. A veš, vse je tako, isti si, a imaš cajt, ja, bi. The best, cool. Če sem videl, da je on obklukal, ma fulih bo obklukal. Nisem dobil veliko zavrnitev. No. Zdaj se z Dajcem nekaj zabavim. Dajc, v 60. spolu, če naš prišel. Pridite, dober je, ful ima dober kavč. Ško, kaj te bo na tem kavču lega, večkrat se ga je napil na tem kavču, kaj jaz. Ja, tako da te zastopam, ja, da nisi bil takoj na začetku gost v Fejmičih. Zdaj še, ko smo mi, jaz sebi rečem, B-liga znana oseba, veš. Nisi tako ta prvi klik, ampak si pol, ki te že YouTube ali pa kjerkoli te že vrže ven, pol, ki je že par pogledal človek. Ampak, veš, mi imamo radi, da smo zraven, ne? Pa pol vedno tako gledaš, pa zakaj jaz nisem? Pa tako, polej! Pa ta ni bolj znan od mene, zakaj so njega prevzeli, veš, tako, vada ti gre to čez glav, mislim, jaz sem iskreno dal to čez, sem že 20 let v temu, pa, ampak še vsakič se tako malo prešine, veš, ko pride pa zdaj neka nova pevka, kankoli še nisem slišal za njo in ona je že na Fejmičih, veš, sem jaz tako, okej, pa zakaj je ona bolj znana od mene, ne, ajde, mogoče ste imela kakšen drug plan z njo, ajde, ne ima bo. Dobre. Kako pa gledaš to, da veš, zdaj le bom malo plunil, če slovensko sceno jebiga. Človek v Sloveniji je pevek ali pevca, ne? Pevka ali pa pevc, ne? In dela muziko in dela na tem, da bo pač na YouTubeu veliko gledal, ker pač YouTube vemo, da je najboljša džabe promocija, če tako gledaš, ne? Čeprav ni več džabe, ne? Zdaj, če hočeš imeti plača, 15,000 gledal, kar ni toliko velik, moraš kar že nekaj dati, ne? Tako pač. Zdaj, niso to zdaj veliki zneski, ja, še vedno je to najcenejša promocija siguran za band. Tako je. Ampak gledam na to, ne? Nekdo ful dela na tem, da bo komad in sploh in besedila, veš, to so, tudi ne pišejo besedila vsi sami, ne, imajo tekstopisce, ne, in cel kup enih skladateljev, ki sklada glasbo in akorde in pičke materine, ne, pol leti Gojko Ajkola, ne, se pa zajebava in z najbolj bolanim komadom tako 500,000 enemu tedno, veš. Ja, mislim, eno je itak tako, da če imaš ti že nek drug brand za sabo, ne, mislim, pač Gojko Ajkola je pač zdaj nek ime, da ti lahko narediš skoraj karkoli, ne, pa bolj, ka si požalil celo sceno, bolj te bojo ljudje radi gledali, ne. Ampak zdaj sem imel tako v zadnjem času neki tako, to izkušnjo, da sem se srečal malo s parimi temi pevkami, ker tako zdaj poslušam Val 202 recimo v avtu največ, ker recimo, da je najmanj enega treša, pa dela po celi Sloveniji. In pa se kar tako, veš, ker ti zdaj radio izpiše tam nekaj imena, kdo zdaj to poje. Ne? Kdo pa je to? Ne? Pol je tako, a veš, Minka, pa Finka, pa Runka, pa Štunka, tako vsaj nekaj imena, ki tako za nobeno še nikoli nisem slišal. Pa tako je, isti tip je napisal komade, to sem 100%, ker imajo vsi zelo podobne tekste, pa tudi muziko je napisal isti, pa tudi sproduciral je, mislim, sej 2 ali pa 3 so, ki to delajo zdaj pri nas. In je tako, wow, ne. Ampak pa so se pa s parimi temi puncami zdaj srečal tako v zadnjem času in je tako, oni si res želijo, ne. Pa nimajo priložnosti, pa itak jih v vsakem koraku jih nekdo obere in veš, kaj morajo vse dati za to, da pa lahko en komad odpojejo, zato ker oni si želijo odpeti enkrat unga svojega,
ki so ga sami napisali, sam ni še na vrsto prišel, veš, ker najprej se mora podpisati Rej, ali pa zdaj po novem je Žan Sertič en tak, ali počasih je bil Vlašič, veš, tako, če hočeš nekam prijeti, pa da greš pol na melodije Morja in sonca, ali greš na emo, ali greš na ne vem kaj še par teh izborov, ne. In se prav zadnjič pogovarjal z Majo, ne, Maja Mondru je moja draga, drugače pisateljica in moja soorganizatorka za vseh možnih eventov. Maja, živo. Moram jo omeniti, veš. Hvala, da se bo potegnil človek. Dobro. On tudi podcast dela, veš, tudi. Ja, tudi dela podcast. Poslušajte, fajn. Ne, Z Y-om. Z Y-om, ja. V glavnem, tako, pač sam sem se prav pogovarjal, pa kaj pa če mi da narediva en tak event, na katerega povabiva ful teh pevk in pevcev, več je pevk, ampak ajde, ne. Vse to povabiva, pa narediva en res tako dober event, 2 dni, 3 dni, nek festival, pa jih ne nategneva. To obstaja. Ja, to bi bil spet dobrodelen. No, pa jih ne nategneva. Ne, dobrodelnost je da ja, mislim, to res, jaz se spomnim leta nazaj, sem tudi s pokojnim Luksom, tudi tam dubo en tak, eno iskro v lastnih očeh, a veš, in tako jim je bilo, lej, za ljudi, ki imajo talent, ki je škoda, da pač za njega ve samo toliko malo ljudi, pa mogoče ima tudi cilj, kakšno prepoznavnost, a ne. Mislim, seveda mane, vsaka, veš, ki doma, mislim, jaz imam ene 30 centiš komadov napisanih na kitaro, tako, ampak nimam niti cajta, da bi jih nekje posnel, pa če jaz bi res hotel, da je dober. Pa veš, koliko je enih takih ljudi, pa valjda, da če bi posnel ta komad, da bi ga hotel, da ga ljudje slišijo. Če neč razga, veš, sem bil tabornik, pa sem igral kitaro ob ognju, pa sem vmes uvalil še en svoj komad, pa na koncu čez 10 let pridem na random, na en žur in nekdo poje moj komad in sem tako, kje si pa ti to slišal? Ja, to je bilo pa tako iz ust do ust, pri tabornikih se še kar poje ta komad, veš. Oh, fuck. In valjda, da ti je dober, razumeš, to je, koliko mora biti onimo dober, ki je prvič slišal svoj komad na radiju, ali pa ga je dal na YouTube, pa je od spodaj nekdo napisal, to je pa res dober. Pa se sem, če je bila teta, veš, ampak nekdo je napisal, veš, včasih tudi tete iskrene, veš. Ali pa ne. Pisto, ja. Ne, hud feeling. Ja, lej, da si takole na podlagi vsega, kar delaš, da si tudi muzičar, ne? Sej mislim, da smo se midva spoznali na ta način, no, leta in leta nazaj, Live Fat. Live Fat, ja. Mislim, Zgod milijon, ne? Mislim, to je tako, jaz sem vmes že parkrat rekel, da ne bom več delal bendov, pa ajde, delam zdaj trenutno SARS, srpske, pa Brkove, te punkerje iz... Ja, najboljši bend na Balkanu, ne? Ja, in... Pa pol zdaj še neki z Flirt delam po 25 letih njihovega obstoja, pa mi je tako fajn. Ampak tako, če se Live Fat danes sestavijo, imajo menedžerje, ja, veš, tako. To je Valda, edini band, ki pa ja, ne, veš, tako. Vsi ostali bendi, pa da bi me klicali, pa bi rekel, veš kaj, ne delam več tega, ne da se mi, nimam kontaktov, ne vem, karkoli. Ker je hard job, sploh zdaj rado full hard job, to bukiranje nekih bendov. Ampak z njimi mi je bilo pa tako, to je pa bil, jaz mislim, da je najboljši slovenski band, no, tako, veš, pač, pa dobro, pustimo zdaj zvrst gor ali dol, ampak to je bilo tako širok, od tega, da so s prvo plato bili res tako ta happy skate punk, karkoli, ki so pač tam na Poljanah. Poljane so pojedali, ojoj. A veš, pa je bil to pač tak srednješolski band, od te druge plate, ki je bil ta, sploh ne vem, kako bi rekel temu žanru, za metalcore mal že. Mal tak, a veš, na kaj mene spominja, ne toliko na Fate No More, kot na Fantomas. Ja, se je bila malo mešanca tega, mislim mešanca, pač Šero je bil mal fan enega in drugega, ampak tudi tako, jaz sem na Ziget festivalu enkrat šel iz enega odra do drugega in so Fate No More igrali in tako daleč slišam, pa tako, pa se jaz nisem Live Fat bukiral, še ne tako zelo podoben vokal sta imela s Petonom v nekem momentu. Pa so bila pa midva na istem Zigetu, to je bilo 2010. Ja, po moje, ja. Ko so bili isti dan še Offspringi. Ja. Vidiš? Do Ja, jaja. jaz sem celo delal tam 5 let. Sem imel en oder, Afro Reggae Stage. In sem tam pač bukiral neke bende, celo par Slovencev sem tja odpeljal. Sitne hlapce, kot jim jaz lipkovalno rečem. Sitni je. Siti hlapci so bili tam, pa Bro je bil, ki je nekaj časa delal reggae. Pa tako, par takih. Ampak ja, kar sem hotel reči, ja, Live Fat takoj, no. Zdaj sicer en delček njih ima lušten punk band, Lim smrad in žila, ne. Ja. Tako, Kraš od tebe tudi, če čaka stolček tlele, veš. tako je, pač, itak je majhna scena in pol, ko je enkrat padeš, pa če hočeš igrati, pa spet pobereš
frende, pa narediš nov band. Nažalost, nismo v neki drugi večji državi, da bi lahko od tega, verjetno tudi Lifet, če bi bili, ne vem, v Nemčiji ali pa, da ne rečemo Ameriki, bi mogoče danes še obstajali, ker bi, a veš, ne bi bilo iz danes na jutr v smislu, a gremo na špil, ja, amo kaj zaslužili? Ne bomo, a bomo vsaj z nula nazaj prišli, a veš. Pa smo naredili turnejo po Kanadi, pa smo se zapufali za popizditi, ne. Mislim, oni so se pri meni, ampak to je še ostalo takrat. Tudi zato imajo menedžerje, veš, da mi vrnejo. To so pufi. Ful mi je zanimivo tako, če pomislim na ta leta nazaj, ki smo Lifet omenili, ne, valjda bil je ta val nekega slovenskega punka, punk rocka, ajde, da ne bomo šli v punk, ne. Skate punk, ja, se je to kao, tisti cajt imenoval, ne. Ja, takrat smo rekli. Takoj pomislim na Backstage, ki so še danes aktivni, na NLP in to pač, midva sem imela von po isti glasbi, ne. Ja. Pol pa slišim jaz kasneje, pizda, težki ima pa česa, veš, da ima pa on, je pa ta glavni na Overjamu, ne. Odkje si potegnil tok regija ven iz... Vse so povezave, no, valjda da so, ampak... Punk je šel iz regija, ne. Oziroma, vse je v resnici, veš, na začetku je bil... Bad Brainsi, no, so en tak največja pojava, no, tega obojga, no. Ja, ampak veš, vse, kar se je začel, je bil itak ta rocksteady, ki je pol postal ska in pol iz skaja je, veš, hitro so ratali neki ska punk bendi, ki bi recimo danes pasali na punk rock festival ali pa bi pasali na reggae festival. Elvis Jackson na oboje, ne? Ja, Elvis Jackson so bili na obojem, od naših tudi Red 5 Point Star so bili na obojem, ne. Recimo, kakšni Toasters od tujcev bi spet pasali na oboje, ker so tujci glih tok, da imajo vse slovenske muzičarje, ne. Ampak ne zato, ampak tako paše, ne. In tudi tako zadnji se razmišljal, če gledaš naš punk rock festival, Punk Rock Holidays, ne, ali pa če gledaš Overjam festival, je po ideji Overjam bolj punk, kot je punk rock, veš. Ker je ta punk rock zdaj, vsem so to neki precej komercialni bendi, kot Bad Religion ali pa NoFX, veš, pa tudi, če so oni takrat rekli, mi ne bomo nikoli na MTV-u. Ja, glih zato ste ratali komercialni, ne, ker ste sploh umeli. Ampak, ne vem, pač v enem momentu se je zgodilo, da so fanti iz Italije rekli, mi rabimo pomoč, v Italiji ni več festivalov, v Italiji je šlo vse v čisti podan iz full velike scene v nulo, na vseh žanrih, po vseh področjih, klubi se zapirajo, festivalov ni več. Mi bi full radi delali en festival in pa so prvo leto naredili, to je bil tako žurka za rojsten dan od 3 Italijanov. In pa so ugotovili, da to ni žurka za rojsten dan, če sam bendi stanejo 50 €, ne. In pa smo iz tega takrat prvič v Uni Vrtojbi, na najbolj obupnem placu možno naredili prvo, ne, kjer sem jaz bil sam malo stage manager, pa malo sem pomagal Saza se jim izpovend, pa malo sem pa še PR delal za Slovenijo, pa pol sem še malo travo rihto za bende, pa to baš, da je bilo vse komplet. Dejansko si delal vse, ne? Ja. Sam še na stage nisi špilo papir. Nisem špilo, ne. In pa sem naslednje leto rekel, fanti, zdaj tako, če hočete delati reggae v Sloveniji, pač pa z mano, pa bom pač to jaz zdaj prevzel, pa bom pač vi boste delali booking, ker več veste o reggae od mene, jaz bom pa čisto vse ostalo delal, sam se bo vedel, da to jaz delam, pa ne bomo delali v Vrtojbi, pa gremo v Tolmin, kjer je pač reggae doma, veš, pač River Splash, ki je bil tam, še zdaj ljudje eni rečejo, da grejo na River Splash, ne. Tako da ja, in ne vem, zdaj pač nekako, tudi mi je fajn, mogoče z leti, tudi ta One Love ideja, čeprav je zelo fake, no, tudi tako iskreno, ne, velik teh bendov, ki promovirajo One Love, jih v bistvu nič ne zanima One Love, ne. Ja, zanima jih cash, ne, valjda je. Zanima jih ljubezen do njih in to je to, ne. Ampak ja, ideja cela. In tako zdaj letos smo šli prvič, cela ekipa skupaj na Jamajko. V 10 letih delamo, pa tako ugotovimo, da noben še ni bil na Jamajki. To ugotovimo pri notarju, ki sodni prevajalci reče, of course, you all of us to Jamajka. Pa mi je tako, no, no, ne. In nas je šlo 8. In smo fulejnih connection naredili, bili pri jamajški ministrici za kulturo, ki zdaj hoče nekaj supportati. Se naučili kuhati jerk chicken, se pravi jamajško hrano, pa vegan patty, pa bomo to letos ponujali, pa bom kar jaz kuhno prevzel še zraven, veš. Vse boš načel, lega. Ja, ne morem pač, da veš, glih je še malo časa ostala. 1 uro spim, da veš, to imam še čas. Koliko spiš, nič, ne?
Ja, jaz poprečno že tako od 15 let spim 4 ure na noč. Ajde, jaz sem tam nekje na 5, 6 max. 6 max, 5 mi je nekaj normalno. Ja, jaz 4 pa eno noč ne grem spat, recimo. What? Ampak zdaj, ko se grem pa še malo family, pa tako je pa težje, no, pa spim mogoče pa tudi zdaj je spet, pa pol, ne čist celo noč, ampak vsaj 2 urci pa spim na noč. Ampak čas pa tako nisem, ja. Pa moj rekord je tak malo, ljudje umrejo veliko prej, no. Jaz 9 noči zaporedoma nisem spal, tako. Pa kako je to mogoče? Si na kakšnih substancah? Ne. Ti si prav tako clean. A piješ alkohol? Ne. Jaz sem pri 15 letih rekel, da ne bom pil alkohola. Nikoli nisem probil trave, da ne rečem kakšne druge droge. Edina moja droga je Red Bull. No, čakaj samo, nikoli nisi poskusil ganđe, delaš pa ganđarski festival. Delam Ganja Fest, kjer imamo skoraj že tako zmenjen s policijo, da so zelo tolerantni. Ne za glih čist kao, da je dovoljen, ampak so zelo tolerantni, pustijo, če kdo svoj joint tam kadi, ne pa dilerjev, kar je kul. In ja, pač ni, nikoli, imam skozi kaj tega, zato ker pač artisti, s katerimi delam, doskrat to bi želeli imeti. Veliko sem delal včas Dubiozo kolektiv, še zdaj vsak let naredim vsaj kak špil v Sloveniji, valjda je to njihov welcome, veš. Letos bo, ne? Dubioza pa Tolmin, ne? Letos smo združili, ne? Ja, sem videl, the best. Ja, bo. Tudi smo dali ven cenejše karte za Slovence, oziroma za fane Dubioze, take, ki bi na Overčem prišli sam zaradi Dubioze, tako da je karta toliko, kot je drugač karta, recimo za Dubiozo, 35 €. Ker smo drugač kar drag festival, ampak res ponujemo pač ta butična izvedba z full možnostmi, no, tako pač Tolmin že sam po sebi, tako da ja, smo dali še to opcijo. Ste imeli kaj s Tolminom v zadnjih letih, kaj sranja glede teh avtocest, pa to vem, da Metal Days je pač mogo, da je bil kapaciteta prevelika, po vseh teh sestankih, ki so bili, vem, da sta Niko in Sejšek za Punk Rock Holiday povedala, da njun festival ne bo zjebal to, ker je tako že prej kapaciteta do 5 ur, ti imaš tudi ne tam do 5 ur, ne? Ja, mi smo celo še manjši od Punka, tako mi 4 nismo še presegali. Bi si želeli 5, ampak to je tudi limit 5. Ampak mi smo 4, mislim, da je bil maksimum enkrat na Gentlemanu 4-200, tista dnevna. Bil sem lih na Gentlemanu sem bil. Ja. No in je, tako da nas ni, mislim, če naš drugega nam je letos, mislim, lani za lanski festival pobrali ful enega časa, vse smo skupaj. Dobra stvar je bila, da smo se majčkam povezali, tako pač s Sevškom pa Nikotom, pa tudi z Butik festivalom, ki pač delajo elektroniko tam. Ne pa z Metalom, ki je takrat že v osnovi vedel, da oni odhajajo, pa so tudi pustili pa malo razdora za sabo, ampak pustimo srečno v Velenju. A veste, da Velenje v italijanščini pomeni strup. Se zabavaš. Strupeno jezero po imenu in tudi drugače. Sam Velenje je cool, un jezero lušten. Ja, sam če veš, da je Šoštan ta jezero naredil umetno, ne vem, če se bi glih kopil, no. Ne. Sicer pa, ko se nekaj spije, se verjetno bo folk tudi kopil, ampak... Ja, čim manj, da jih utone, ne? Mislim, jaz jim želim v končni fazi, da spelajo dober festival. Sej v bistvu je za vse dobro, če so dobre stvari v Sloveniji, ne? Ker pač kaj je lahko slabš, ker to, da pač festival propade in ga pol, ne vem, naredijo v Avstriji eni drugi, pa grejo pol vsi Slovenci tja, ali pa ne vem kvani. Upam, da bo imeli dobre sogovornike tudi tam v Velenju, ker pač v Tolminu mi imamo dobre sogovornike, ampak so vsem težki, no, tako bom rekel. Ne. Mislim, že samo okolje, veš, jaz se spomnim na začetku, ko je bil Metal Days, je bil še Metal Camp. Ja. Meni se zdi, da ni bilo nič za delati. Pa čakal si bende in čez dan si čilo ob plaži in to je bilo to. Zdaj ti pa samo okolje, Tolmin je tudi, a veš, sami ljudje, ki živijo tam, so tudi toliko enega posla vzpostavili na način vseh teh tujcev, ki vletavajo. Valjda skoki, spadali in podobne zadeve. Ne? Zdaj tam v okolju imaš, mislim v okolici, saj za nas, ker se golno s koleščki, je še pump track. A veš, ko ful je enih dogajanj in tudi sama organizacija festivalov tudi ponuja, ne vem, 101 neumnost. Ja. Od mini-rampa do, veš, pa imaš, ne vem, v ponedeljek popoldne ob 2 je spust na Flamingotih. Ja. A veš, tako, ful enega dogajanja za ljudi, ne, ki je pač
Ja. ne bi radi samo pil pa gledali bende. Ne? Mi recimo na Overjamu smo šli zdaj zelo v ta, ker je naša publika je najbolj družinska, ne, od vseh festivalov, ko se tam fulmamo enih otrok. Vem, to pa vem, ko sem videl. No, bil sem na vseh živih teh muzičarskih festivalih, ki sem videl to. Koliko familije pa tam, ne? In zdaj tudi zato, ker pač mi dva z Majo imava otroka in pa rečeva, ok, kam bova dala njega? Ja, z nama bo šel. Aha, z nama bo šel. Čak ne more biti z nama tleja, veš. Ja, ok, nič. Imamo kindergarten, dobesedno tako 8 ur na dan šiba vrtec, ki se potegne tako krepko v večer, zato da grejo lahko, a veš, starši saj ne 2 benda poslušati, ne, tako v miru. In še potem imamo možnost teh dodatnih varušk, tako da teoretično lahko ti otroka skoraj ne vidiš, oziroma vmes ga vzameš za kosil, pa greš z njim pojest, kar je spet, a veš, to so eni redkih festivalov na svetu, po moje, vsi pač, ki so v Tolminu, ki res ponujajo tako najbolj raznoliko možno hrano. Veš, imamo indijsko, afriško, mehiško, pa navaden burger, pa pico, pa veš, vse. Pa za vegane, tako full ponudbe, pa za gluten free, pa veš, vse, kar je danes ratala neka, pa ne bom rekel modern, ampak je pač... Nujno je že to, no? Nujno je, ne. Ja. Poštekali smo, da nam ene stvari ne pašejo, pa zakaj bi pol se trudili, pa tudi če je festival, ja, ok, pač na festivalu sem pa malo prekršil, pa mi jedu čips cel dan, ja, ne boš, daj se mej fajn, pa pojej oren kosil, a veš, zdaj se Tolmin malo pritožuje, že, ker mi imamo zdaj toliko dobro ponudbo. Ja, mesto ne hodijo več jesti v mestu. Če si vegan, ne moreš v Tolminu v neki restauraciji neki normalno jesti, lahko ješ pico brez sira, meni pač ne. Da ni se nekdo razmislil, da bi saj za tiste 2 tedna, ker povprečno, jaz mislim, da je 30% ljudi, ki pridejo na festivale, ker to je vse majčken drugačen folk, je tako, 30% ljudi, ki ne je mesa ali pa so celo vegani, se pravi, dej, a hočeš, da pridejo k tebi? Ja, dej jim ne, za jesti, veš. Hkrati pa še vedno, veš, vsi imajo apartmaje, svoje sobe oddajajo, veš, meni hodi ena punca delati vsako leto, verjetno hodi na vse festivale, ki je tam iz Tolmina in pa spi v štoru, ne. Ja, valjda, zato da zaslužiš na stanovanju. Ja, in stanovanje da pa naprej, veš, in ona več zaslužiš tam na fletu, kakor tleke dela, veš, double money v resnici, tako, of course, ali pa triple money, pa sploh veš, ne. Ja, in tudi veliko, veš, ko za lokalce imamo cenejšo karto in kao point te cenejše karte je, da gre Tolmin načeloma spat domov in potem ne postavi tam šotora, se pravi, malo manj placa zasede, ne uporablja 24 ur na dan naših WC-ev, tušov in tega, ne. Ampak pa ugotoviš, da ja, ampak tudi ne, ker velikih pa vsem pride šotorom in pa oddajo svoje flete in so dali za karto za cel festival, ne vem, 50 evrov, tam so pa nabajati v istem času. Pa čuka, ne? Pa dobili, ja, veš. Ja. Tako da, ampak to je point, veš, tako, jaz si tudi želim, da bi vsa delovna mesta na festivalu, ki je le možno pokril z domačini, ja, veš, tako, pač od varnostnikov, do kelnerjev, do čistilcev, do, ne vem, tudi ljudi, ki delajo na odru v končni fazi. Čim več bi radi imeli lokalcev, zato ker je to tudi najlažje v končni fazi. In za nas in za njih, ne. Pa plus, da je vse to ena, a veš, lukna, kar se nekih financ tiče, ja, ne, veš, to je toliko odročno, 2 uri se peleš v Ljubljano z avtom. Kvaj boš to? Stari, pot pa res je to pa, če pa še minus ne je, pa lih ta pot, ki se pa vleče, pa vse, ki si enkrat tam je cool, ne, pa Ja, pa se tudi, veš, če greš kot obiskovalec na festival, pa greš enkrat, greš tja, pa si tam 6 dni, pa greš nazaj, ajde, ne. Mi smo mogli res lani, ker smo hodili na vse možne sestanke, tako nismo več vedeli, kaj ćemo pisati. Na koncu sem bil že tako, grem lahko z vlakom, ne morem, spet po teh ovinkih, veš. Vse možne ceste smo sprobali, tako, ker je bila, veš, imaš najhitrejšo, pa je najdaljša, pa imaš pol eno, ki je si malo prej tam, ampak gre po najbolj pofukanih ovinkih. Ja, na koncu smo šli tudi tam, čez Škofjo Loko, pa gor čez Hrib, samo da je bilo drugače, veš. Ja, one poti čez Škofjo Loko, meni bilo v pizde, lega, kombi sem vozil dol, pa 2krat v enem dnevu, le spomnim šel to. Ej, vidim, da se nam bo počas cajt iztekel, ne delam kao 45 minutne epizode, se imaš, ajde. Dej povej mi, no, glede na to, da vse podvige, ki jih delaš v life, ne, zdaj sva hitak naštel si 101 zadevo. Kaj je tvoj največji uspeh, največja kljukca, največji podvig, mogoče najbolj odfukana zadeva, ki si jo naredil? Pa zih imaš v planu še kakšno?
Ful je težko izpostaviti ena, ampak jaz mislim, da je zdaj v zadnjem času siguren ta dobrodelni projekt Stand-up Marathonec. Pač zdaj ta pretečena Jugoslavija v 30 dneh je definitivno ful podvig. Drugače pa vsaka tekma, na katero jaz grem, tako športno gledano podvig, ko greš ti 100 mil v nekih 27-28 urah po hribih, je to definitivno podvig. Čeprav, imam celo eno kolajno iz ene tekme 50 km, ampak nikoli to moj bil point, da se jaz nekih lovim stopničke ali pa neki. Bolj mi je point pride do cilja s čim manj poškodbami. Drugače pa ne vem, jaz mislim, da je tudi vse to, kar se dogaja z bendi, ki sem delal, so bili tudi vsaka posebej bil nek uspeh. Meni je bil, ne vem, kaj sva rekla prej, Lifet, meni je bil ful uspeh, da smo mi šli v Kanado na turnejo, pa smo tam odšpilali nekih, mislim, da 13 špilov v 17 dneh, pa da je folk dejansko kupoval CD-je, ker jim je bila muzika tako všeč. Pa ful mladi ste bili tisti cajt, če tako gledaš. To je 20 let nazaj bilo to, ne? Ja, tako je. Sploh oni so bili ful mladi. Ampak ful. In tudi je bila tako, če bi se takrat band odločil vseh 5 ljudi, da se preselijo v Kanado, bi imeli in založbo in tam booking in vse, bi se zgodil. Sam, to je tak commitment. Zdaj pač, so bili na faksu, pa pol so bile že neke družinske zadeve, pa enih, pa drugih. Pa z drugim bandom, recimo z Nasan, smo šli po Nemčiji, tam je bilo tudi tako ogromni špili za 3000 ljudi kot predskupina sicer. To je spet bil en tak uspeh. Ampak, ne vem, na osebni ravni je pa pač uspeh. Zdaj imeti otroka, pa si vzeti čas za njega, pa vsakič, ko vidiš, da si ga zadovoljil, to je v bistvu ful uspeh. To je nekaj, kar lahko pa se vsak človek, bom rekel zdaj, ki ima familijo poistoveta. Ker ni treba, da si znana oseba, pa ni treba, da delaš nekaj, kar vsi vejo, lahko si, ne vem, bančni uslužbenec ali pa kovinar ali pa nekaj. Ampak če si ti sposoben čez mesec ustvariti na eni strani finančno varnost za tega svojega otroka, ampak tisto, kar je pa bolj pomemben, da ko priješ domov, ne vem, 4, 5, 6, kadar si konc, da takrat vzameš otroka, pa ga peleš ven na kjerokoli greš, če si on zaželel. In preživiš 2 uri časa z njim, pa pol, da ti ni beta. Je uspeh, ne? To je se zdi največji uspeh. Da sam sebe, recimo sploh zame je to ful uspeh tudi zato, ker sem jaz leta in leta govoril, jaz ne bom imel otroka, ker si ga ne morem prvošiti, ker jaz toliko stvari počnem, da ta otrok nikoli ne bo. Ampak pol ugotoviš, da lahko prilagodiš čas. In glih res to sem zadnjič poslušal enega, ne vem, psihologa ali kaj, ki je pač prav rekel, skozi smo malo to, kako bi se še lahko bolj skonektil z otrokom. To imamo vsi težave. Glih zato, ker je cajt tak. Vsi drvimo, brzimo, nimamo kaj. Ampak največji uspeh je, ker je otrok srečen, ker si se ti spustil na njegov nebo. Seveda, Lego kocke človek, ko mi čakam. Hvala Bogu, da imamo Lego kocke, ki jih v bistvu na koncu fotri kupujemo zase. Pa plastelin, ne? Ja, ampak to je, mislim, mogoče se zdaj to tako sliši na hiter ful, kaj ta govori, ne? Ampak v današnjem času, ko spremljam tudi, pa tudi skozi to dobrodelnost, koliko sem videl enih otrok nesrečnih, ampak lahko čisto zapakiranih v eno kvazi srečno družino, veš. Pa ni treba, da je nasilje, pa ni treba, da je alkohol, pa ni treba, da je karkoli narobe, kar je po današnjem času, ful imajo denarja, jahto imajo, na morje grejo, imajo tako. Ampak je ta otrok dobil to, kar je on hotel? Ne, ni, zato ker so tukaj samo materiali. Ja, veš. Kje je ljubav, ne? Kje je ljubav, ja. Nema, ne. To je uspeh, ja. Pizda, hodo si tole zapakiral, ne? Daj povej še, kva so cilji za 2023, poleg Overjama, pa od vode, če milijon enih tekaških stand-up dogodkov. Ja, cilj je letos prvič narediti plus na Overjamu. Kako to boli poslušati. Cilj je, da letos ne bi s Pančem, ki je drug moj festival in otrok, zdaj sem nekaj časa bil sam ohranilc vmes, ker so Tin Vodopivc, ki je z mano to delo, je odšel iz zgodbe, šel v filmske vode in tako. In bo mogoče sam še kot nastopajoč letos prišel, ki ima nek dober nov material. To zdaj vsakeč, ko govorim, da ga pripričam skozi vse te vdaje. Ali puš.
Ne, ga bodo pil, če vse poslušaš tole, vse te poslušaš, pa potegam bo zdaj. Ja, in v glavnem, pač to, da ne bo spet tako, s Pančem sem nekaj zaslužil, pa sem Origem s tem plačal, veš. Dajmo narediti Origem s plusom, pa Panč s plusom, pa gremo nekam. No, v glavnem, drugače pa, ja, mogoče narediti še kaj novega na stand-up sceni, že ful dolg si želim pravi American style comedy klub s hrano, pijačo, hrana bo pa politek valjda po mojih Masterchef receptih, ne. A veš, v Masterchefa sploh šlani svo debata, folk, pogledajte si Masterchefa za nazaj. Kjera sezona je bila to? Da ne vem, 3., 4. pišu, kaj. 3 nazaj, 4. To je iz neumnosti, ki so po televiziji, ki jih slovenska televizija ponuja, edina zadeva, ki sem gledal čisto vse in mi je the best in ful uživam, ko kuham. Ja, jaz sem prej ful užival že, ko sem kuhal, pa so me pa oni tako nekako najdel, pa sem šel pa do tega Masterchefa in sem tam ful užival in se ful naučil. Tako da če je kakšen tak, ful bi rad, pa si ne upam pejt, pa si upi, ful se naučiš, vmes smo imeli delavnice kuhanja, od ostalih kuharjev se ful naučiš, ful je dobra izkušnja. In odkar sem to naredil, pišem recepte doma, mogoče mi pa letos rata, to je tudi eden od ciljev, pišem namreč tak ljubezenski roman z veganskimi recepti, ne. Mesar se je zaljubil, oziroma mesni kuhar se je zaljubil v veganko in zdaj kuha njej. In pa vse 50 odtenkov kuhne okrog tega. 50 odtenkov čebula, ne. Ja, vsi okusi ljubezni je delovni naslov. The best. To najdete že na Instagramu. Trali, bolano, dogajati 100 na uro. Ja, ne tako nadaljuje, tak je plan. Tako da vabljeni v novo comedy klub restauracijo. Ki je še ni. Ima že ime. Ja, ne vem, ful kolebama bi kar obdržal ta ime 10, ki je že pač nek brand, ali še pa v neki čist novega. Opcija je, da bi bila tovarna smeha. Pizda, huda. Ja, tako da. Zakaj pa misliš, da bi ime tovarna, a ti to dejansko tako za navadnega človeka predstavlja nekaj lepega ali nekaj nelepega? Kaj pa vem, tovarna je ustanova ali kjer nekaj ustvarjaš, ne? In zdaj mi proizvajamo smeh, ne? In zdaj pa skupaj z vsemi ljudmi, ki tja pridejo. Tako da je ene vrste tovarna, ne? Že v moji firmi se reče ceh za smeh, ne? Ceh kot obrtno združenje, ne? Ker vsi komiki smo neki taki obrtniki, vsak je po svoje, pa jaz sem to probal nekako tako, kao jih malo združim skozi ta. Ne? In ne vem, se mi zdi, da bo tovarna, da bo čist cool. Mogoče pa tovarna smeha in dobrih okusov, ali pa če bo še hrana. Ne vem, tako, nekaj v tem preveč ime. Kako je fajn, ker so ideje v glavi. Se jaz tudi zase zdaj za 2023, tako mislim, kako bi lahko spet skate povezal z mulci. A veš, ker znanja je ful, na vseh področjih je ful znanja in starši te gledajo samo to, da lahko nekam mulca nekam daš, da mu ne bo dolgčas, pa da ne bo zaglavil. Se ta tvoja šola skejtanja je cool stvar, ne? Ali to si zdaj nehal? Zdaj le zadnje cajte, zdaj sem nehal, lihkaj COVID začel. Mislim, da smo še tisto zadnjo točko izpeljali. Jaz imam problem s placom, zato ker imam neke višje želje, da ne dajem mulce v spodi pod most, kjer se pogosto kaj pokadi. Če bi šel nekdo na WC, pa WC ni, pa bi se mama nekam usedla, pa se nima kam usest. Kaj pa ta kaj so že te, ki imajo tudi plezalno steno? Te so pa šli v Božjo mater. A ni več? Ja, Urban Roof. Ja, mislim, da so zaključili. Škoda. A veš, kaj pa če mogoče pa obstaja še plec, pa ti vzameš pa? Ne, tam so se suli, tam bojo spet neki bloke delali. V glavi bi nekaj čist svojega, zato ker se mi zdi, da začetki te slovenske skate šole, da sem bil jaz po mojem ta prvi, ki sem to začel, samo iniciativno in tudi hočem nadaljevati samo iniciativno. Imam svoj SP, pa itek starši, vedno, ki so mi povedali, ja, se bomo plačali, to pa to itek plačujemo, tudi inštrukcije, matematike, pa to. Se ti bomo na roke dali. Not the best, ne? A veš, se izogneš še dodatnim nepotrebnim neumnostim, ne? Ampak enostavno vem, kaj je moj cilj. 5 točk imam, ki bi jih hotel izpolniti, tako da, ko najdem nek plac, bom nadaljeval. Lahko pa skupaj nadaljevaš, jaz imam comedy šolo, ti pa skate šolo. Stari, če imaš kakšen notranji plac. Vil zgori rampo, mi pa pod rampo. Nucam sploh rampo, jaz nucam tam male, da se naučijo voziti, da bojo znali to štecuno mami počike. Ravno površino, se pravi, nekaj glaska za začetek. Skladišče scena. To se zdi, da kaj najdete. Ja. Bom pogledal. Bo s težkim nadaljevala debato o uspehih, o skejtanju, v komediji, o gladkih tleh. Težki petka, da se sliši. Vsi ste zdaj to slišali. V glavnem, hvala, ker ste poslušali še tole epizodo. Fulih je že naštancanih. Če ste zdržali do konca, bravo.
Vse so bile hude debate. Ja, to je, pa kaj veš nama. Hvala, da se to. Tako da, thanks, še 2 epizodi sledita 3. sezono, potem pa sem mogoče vzel malo počitenc. Sam da najdem cash. Da vem, kam je, če ne se bom... Ej, nakažite, a imaš to šanso, da ti nakažejo? Ne, še. Daj nared. Ker ta danes bo ful poslušan, tle už zaslužil. V glavnem, če bi kdo nakazal, kaj je keša, pišite mi, pa vam po messageu pošljem številko takočega računa. V glavnem, to je bilo to od naju, z mali bo težki, jaz sem še vedno Fogi, hvala, ker poslušate, hvala Jameson, ker podpirate in se slišmo čez 2 tedna, upam. Živeli! Čau. Fuck this show.